Gradnja kanalizacijskega sistema poteka po časovnem načrtu, pravi župan Franc Hudoklin. Se pa dogovarjajo še o dodatnih 3 kilometrih na področju kanalskih vodov. Kar pomeni, da projektant, ki je to zadevo delal, Ministrstvo za okolje in prostor ga je tudi dobilo, torej je določena zadeva v sami tej prvi skupini spustil, zato smo upravičeni do teh zadev. To pa pomeni, da je potem tudi lažja navezava, torej druge faze, ker jih bomo morali do leta 2015 vsekakor v Šentjerneju zgraditi. In na čistilno napravo pripeljati približno 200 tisoč kubičnih metrov odpadnih voda. Sicer pa ta čas pospešeno obnavljajo tudi vodovodni sistem. Da se v tem trenutku seveda končajo primarni in sekundarni vodi in da intenzivno podjetje KOP, ki je naš izvajalec, torej dela na priključkih. Tudi to zadevo moramo zaključiti do konca leta, kajti vemo, da imamo podpisano sofinancersko pogodbo, zelo strogi režim na področju, kjer so evropska sredstva. Za gradnjo kanalizacije in vodovoda so prejeli prek 2 milijona evropskih sredstev. Morda pa jim bo uspelo pridobiti še 600 tisoč evrov, dodaja Hudoklin. Glede priključevanja na novo kanalizacijo bodo občane obvestili v teh dneh. V drugem informatorju bomo seveda, informirali tiste naselke ali zaselke, kjer bo prišlo do, samega priključevanja. Do majske seje bomo na občinski upravi pripravili tudi vse finančne konstrukcije glede priključitve. Do leta 2016 morajo sicer na nov sistem priključiti približno 80% gospodinjstev, dodaja Hudoklin.